Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš. Dragi prijatelji, obhajamo praznik Jezusovega krsta, nedeljo Jezusovega krsta. Simbolika obrednega dogajanja z vodo je znana že iz davnih časov. Uporabljajo jo tudi druga verstva. V njej prihaja do izraza želje po očiščenju, po osvoboditvi vsega starega, motečega ter želja po novem začetku. Zunanje obredno dogajanje, umivanje z vodo, postane tako izraz globoke želje v človeku po prerojenju. Takšna želja je bila med ljudmi, ki so prišli do Janeza Krstnika. Čutili so, da so grešniki, zato so se odzivali klicu Janeza Krstnika in se dali krstiti. Za Jezusa pa vemo, da ni bil grešnik. Vse življenje je bil naravnan na izpolnjevanje očetove volje. Očetova volja je pomenila hrano njegovega življenja. In vendar, ko vse ljudstvo prejema krst, je bil tudi Jezus krščen. Kot učlovečeni Božji sin se je na takšen nepričakovan način pokazal solidarnega z ljudmi. Ni se namreč omejil na kasto čistih, marveč je vstopil v vrsto grešnih, ranjenih ljudi. Da bi hodil tako skupaj z obremenjenimi, bolnimi, da celo zapeljanimi in izgubljenimi v pravo življenje. Takšna Jezusova vključitev v vrsto grešnikov je bila v nasprotju s početjem nekaterih drugih dobrih ljudi. Za tisti čas je znano posebno združenje pobožnih ljudi, ki so se odločili stopiti iz grešnega sveta in oditi v puščavo. Tam v samoti so živeli v molitvi in s pokornosti, v skladu z modrimi in nasveti izročila. Jezus pa je želel svojim nastopom prav z obredom krsta ponuditi nekaj drugega. Naznaniti je hotel, da je z njim prišlo odrešenje za vse ljudi, ne zgolj za nekatere. Po Jezusu prihaja odrešenje prav za vsakega človeka na tem svetu. O tem govorijo svetopisemski simboli, znamenja odprtih nebes, Božjega glasu in navzočnosti Duha. Tako se pri krstu nad Jezusom razpre nebo in uresniči človekovo hrepenenje po odrešenju, ki ga je izrazil prerok Izaija. O, da bi predrl nebo in stopil dol. Nad njim se pokaže Duh, tista moč, ki bo ljudi resnično in globini prenavljala in po kateri bo Janezov krst resnici presežen. Duh stvarnik je na začetku zgodovine bdel nad vodami, v mesijanskem času prihaja ta duh na Jezusa Kristusa, duh prenove, ki spričuje besedo potrditve. Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. Oče svojo ljubeznijo potrjuje sinovo bivanje v krogu grešnikov. Tega bivanja se veseli. Jezusova pot solidarnosti utemeljuje tudi našo krščansko usmerjenost. Zanimivo je, da v zgodovini prvih krščanskih skupnosti ne poznamo pojava, da bi se kristjani ograjevali v posebne mestne četrti, ker bi živeli zaprti v svoj geto. Čeprav so se radi srečevali na izbranih mestih, so bili raztreseni po raznih krajih. V tem lahko vidimo znamenje Jezusove usmeritve, biti z ljudstvom, biti s človekom, da nam je mar za našega bližnjega. Cerkev naj živi, kot poudarja Vatikanski cerkveni zbor, v svetu, to je v svetu odrešenja potrebnih ljudi. Poklicanih smo k svetosti, čeprav ostajamo ves čas vpeti v silnice greha. Jezus nas navaja k temu, da vso resnostjo presodimo, kako dosledno jemljemo postavo ljubezni do Boga in bližnjega. In če ob tem izkušamo resnično vsakdanjih slabosti in grešnosti, lahko samo molimo, da bi v svojih občestjih vedno znova iskali njega, ki nas svojo bližino ozdravlja in prenavlja. Naj bo današnji praznik Jezusovega krsta
priložnost, da se zahvalimo za milost svetega krsta v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, da smo prijeli zakrament milosti, da je naše življenje napisano na dlan Božje ljubezni in da noben naš korak ni prepuščen sam sebi. Naj bo sveto leto, v katero smo vstopili na božični večer, priložnost, da to upanje, to veselje in to milo sebi okrepimo in da to pokažemo v vsakdanjem življenju z lepo besedo, s konkretnimi dejanji, predvsem pa, da znamo v drugem vedno znova odkrivati tisto, kar je najlepšega, najboljšega, da se morda od tiste trde lupine, ki jo obdaja človeka, poglobimo v njegovo notranjost tisto lepo in dobro, kar pa je prisotno navzoče prav vsakemu človeku. Želim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo.